Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci. Spet smo skupaj v oddaji Moje mnenje. Nocoj bomo govorili o naslednjih temah. O stavki na Pošti Slovenije, tožbi Telekoma Slovenije, o novem slovenskem letalskem prevozniku in o predvidenih spremembah na področju nepremičnin, ki jih lahko pričakujemo glede na spremenjene pogoje kreditiranja. Naši nocojšnji gostje so Franci Urankar, direktor družbe Audio BM, filozof dr. Leo Šešerko, podpredsednik prve slovenske demokratične vlade, zasebna detektivka Bernarda Škrabar iz Detektivsko-varnostne agencije in izredni profesor dr. Jaro Berce, visokošolski učitelj na katedri za družboslovno informatiko in metodologijo na FDV Univerze v Ljubljani. Torej, jutri že petič praznujemo dan slovenskega znakovnega jezika. Jutrišnji dan bo posvečen umestitvi znakovnega jezika v slovensko ustavo, kar naj bi se zgodilo že prihodnje leto. Pred 2 letoma pa je bil jezik že vpisan v nesnovno kulturno dediščino Slovenije. No in zato je z nami gospod Franci Urankar, direktor družbe Audio BM d.o.o. Gospod Urankar, vi izdelujete v vaši družbi slušne aparate. Najprej nam povejte, kako pomembno je, vi se srečujete z ljudmi, ki jim peša sluh, pa mogoče tudi z gluhimi, kako pomemben je vpis znakovnega jezika v ustavo? Kaj pravzaprav vpisujemo? Tudi za nas, ki se ukvarjamo pretežno z naglušnimi, ne toliko z gluhimi, je vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo zelo pomemben, kajti s tem je temu jeziku dano tisto, kar si zasluži, da se bodo tudi gluhi lahko izobraževali v svojem jeziku in o svojem jeziku. Ne vem, če si predstavljamo kot slišeči, da je tudi znakovni jezik pravzaprav za nekoga, ki ga se ni naučil, tuji jezik. In tudi, torej, kot se spominjam, včasih ni bil preveč zaželen znakovni jezik, oziroma, kot so mu rekli, kretanje. Bolj so spodbujali to, da so se ljudje vendarle izražali z nekimi vokali, z nekim kvazi govorjenjem, ne? Drži, tukaj so bili že tudi v preteklosti pristopi različni, še vedno so. Jaz menim, da je potrebno nuditi tistemu, ki se odloči, da bo uporabljal slovenski znakovni jezik, vse možnosti, da se ga uči in uporablja. No in recimo tudi ta slušna prizadetost oziroma pešanje sluha. Tu imamo tudi kar nekaj zadržkov in predsodkov, bi rekli. Kako se vi srečujete s temi ljudmi? Ne nazadnje tudi vaša mama uporablja slušni aparat. Najprej nam pokažite, kako majčkan ali pa kako velik, da rečem, je ta slušni aparat. Vi ga imate zdaj v ušesu, ne? Imam ga v ušesu, ne zato, ker bi ga potreboval, da bi bolje slišal. Verjetno to pride s časoma, kajti starostjo je to tako kot očala tudi pravzaprav pripomoček, ki je normalen za neko obdobje. Ja, poglejte, v ušesu imam slušni aparat, ki je majčken, ki ne vem, če se opazi. Zdaj vas vabim, da ga snamete, ne? No, pa ga bom vzel iz ušesa in takole je vidna celota za ušesni del, v ušesni del, ki vsebuje vse potrebno, da spet zagotavlja slišnost in tudi boljšo razumljivost slišanega. Torej, ta mali fižolček, ne, pa še nekaj jih imate tam. Ja, tukaj je primer recimo tudi slušnega aparata, ki nima ničesar za ušesom, rečemo mu v ušesni ali sluhovodni. Marsikdo ne želi ničesar za ušesom, morda so to razlogi, da bi ga motila očala, ali pač izgled, zato je na izbiro kopica možnosti, da se za vsako uho najde primerna rešitev. Zato pa je seveda potreben obisk slušnega centra in tudi specialista ORL. No, ampak povejte nam, gospod Urankar, zakaj je pomembno, da imamo slušni aparat? Pomembno je, da se spet vrnemo v svet komunikacije. Predstavljajmo si, da smo prikrajšani za razumeti tisto, kar nam pove bližnji. Ali zdajle, če pomislimo na televiziji, da ne razumemo povedanega, vrne nas v svet komunikacije med ljudi, da nismo umaknjeni sami ali pa da nas drugi ne umaknejo iz svojega življenja. In da ne pozabimo govoriti, ne? Ker človek se lahko odvadi določenih tonov, vokalov, preprosto jih ne sliši več in
Tako je. Pristane na kretanju, lahko rečem. Največkrat je težava tudi v tem, da ljudje zaradi predsodkov predolgo odlašajo, da bi poiskali strokovno pomoč. In tako kot naše uho potrebuje zvočne držljaje, da dela, da prepoznava glasove, tako tudi, ne vem, mišica potrebuje rehabilitacijo po kakšni poškodbi, da spet je v polni funkciji. Sluh moramo uporabljati, s tem ga urimo in ohranjamo v dobri kondiciji. Torej, jutri je naš praznik vseh nas pravzaprav, ne? Drži. No, zdaj pa gremo k prvi temi. Prvič v zgodovini so stavkali poštarji Pošte Slovenije. Zahtevali so za 10% više plače in zaradi preobremenjenosti kadrovske okrepitve. Po 8 urah pogajanj so včeraj dosegli dogovor o načinu zaposlovanja v letu 2020, zvišanju mase plač zaposlenih v poštnem prometu in o področju varnosti in zdravja pri delu. Masa plač za delavce v poštnem prometu se bo povečala za 7,5 milijona evrov. Ostalih podrobnosti dogovora pa za zdaj niso razkrili. Vsem strankam pa zagotavljajo, da bodo storili vse, da bodo čim prej dostavili vse pošiljke, ki med stavko niso dosegle naslovnikov. 10% više plače zahtevajo sindikati. Vi ste jim v bistvu danes že odgovorili, to ni sprejemljivo, če ne želite, da bo pošta končala v rdečih številkah, pravite. Kje je tu možnost kompromisa? Res je, če dovolite malce širša slika, že nekaj let se srečujemo z tem, torej, da vsako leto imamo nove zahteve zaposlenih, da prenehamo izvajati posamezne storitve. Zagotovo se boste spomnili, da ne izvajamo več jutranje dostave nekaterih časopisov, ne izvajamo več distribucije nekaterih brezalkoholnih pijač, ni več sobotne dostave v širših okoliših, marsikaj več ne počnemo in seveda te škarje med tem, da rastejo pričakovanja zaposlenih po višjih plačah, ki so povsem legitimne, jih povsem razumemo, po drugi strani pa, da nam zmanjkuje storitev, ki bi jih morali izvajati, da zagotovimo prihodke za te plače, se te škarje bolj kot ne razpirajo. Formula je zelo enostavna. Torej, mi še nismo niti zaključili pogajanja, niti še nismo realizirali teh 17,7 milijonov evrov, ki so predmet dogovora iz februarja letošnjega leta, pa že smo pred novimi pogajanji. Takrat je sindikat oziroma oba sindikata sta izpostavila stališče, da si želijo predvsem ureditev razmer in pa organizacije dela. Veliko smo na tem delali, vendar mi se že zdaj približno 8 mesecev ukvarjamo s tem, da povemo, da si res to prizadevamo. Kompromis. Kompromis pa je lahko samo ta, da zagotovimo pošti še naprej vzdržno poslovanje. Doktor Šešerko, vi ste bili podpredsednik prve slovenske demokratične vlade. Od takrat je tudi naša pošta spremenila veliko stvari. Namreč leta 2002, če sem prav razbrala na internetu, je iz javnega podjetja postala družba. To je bil tudi kar velik korak, ne? In danes celo sega po Interevropi, rada bi bila logist, na drugi strani pa zapira poštne urade po celi Sloveniji. Kako vi gledate na to? Ja, jaz gledam na to pač z tega vidika, da se pošta, da njen menedžment se poskuša v teh razmerah, v katere so porinjeni, nekako znajti in tudi si probleme, ki nastajajo, poskuša tudi preprosto odriniti in se delati, kot da jih ni. Ti problemi so pa povezani z uporabniki pošte, ki so v zelo različnih položajih. Ljudje v večjih mestih so popolnoma v drugi situaciji kot nekdo, ki je daleč na podeželju, pa nekdo, ki je že v višji starosti in se ne more navaditi na internet ali pa tudi ga celo ne more si nabaviti. In v tej situaciji jaz mislim, da bi pošta morala imeti poseben status v državi, kot je Slovenija, ki je socialna država, in bi bilo treba temu delu prebivalstva, ki je najbolj prizadet zaradi teh sprememb, bi bilo treba neko oporo nuditi in ne pustiti pošte v ta divjaški konkurenčni boj med firmami, ki prihajajo na novo kot privatne na to področje in jih zanima samo profit.
čisto vseeno jim je, kaj je z ljudmi. Gledajo samo, kako njihovi računi se izkazujejo. Dobro, ampak glejte, doktor Berce, vi ste bili v precej nadzornih svetih, kasneje bomo tudi videli podrobneje, kje vse. Pa vendarle, recimo, ko človek pride na pošto, torej jaz konec koncev sploh težko se prebijem do poštnega okenca, kjer bi kupila neko znamko ali pa oddala pošto, ker je vmes polno nekih čokolad, vileda krp, vse se nekje prodaja, ampak jaz imam občutek, da to ni želja zaposlenih, ampak da dejansko je vodstvo tisto, ki se je odločilo za neko profitno zgodbo v tej pošti, ki ne bi bila neka javna storitev. Na Zahodu tega ni, v Avstriji tega ni. V Avstriji lahko kupim znamko, v Švici pa v Avstriji pa recimo imajo poštarji celo avtobuse. Torej pošta celo organizira prevoz do oddaljenih hribovskih krajev. Ne pa, da se zapira pošte tem revežem vaščanom, ki, kot ste rekli, nimajo ne interneta, ne banke, banke se zapirajo. Kaj se je zgodilo? Kako je to mogoče? Se strinjam. Ko jaz stopam na pošto, je kot da bi stopil, ne vem, v eno kramarski sejem, ne pa v eno organizirano poslovalnico. Verjamem, ja, da je zaposlenim težko, ne, ko morajo v takem okolju delati. Ne. In to se pozna. Ne. Pozna se pri odnosu do strank, kar sem že nekajkrat občutil. Ne. In vzrok bi jaz tiskal predvsem v kulturi podjetja, ne, kot menedžerski svetovalec, ko sem hodil še po podjetjih, vem, da merijo, kakšna je kultura pa temperatura v podjetjih, večinoma dobijo odgovor, ok, ne. Ampak iz tega se vidi, da si pravzaprav malamo oči, ne. Zaposleni to čutijo drugače in potem seveda je težko biti prijazen do strank, pa nasmejan. To pomeni kaj? To pomeni, da bo udaril po prodaji. Prodaja se zniža, ko se prodaja zniža, se prihodek zniža, ko se prihodek zniža, udari po plačah. In potem je cikel zaključen.